Slednjo so brez soglasja postavili na zemljišču 51 solastnikov. In postaviti zadevo na tuje zemljišče, kljub temu, da si eden od solastnikov ne gre. Občina je naložbeniku predlagala 2 novi lokaciji, a so dobili odgovor, da je prestavitev možna le na stroške občine, ker so svetniki na včerajšnji seji, na kateri so bili tudi predstavniki države, soglasno zavrnili. Ja, bazna lokacija v Črnomlju se bo nadaljeval dialog z občino. So pa svetniki na včerajšnji seji sprejeli zaključni račun občine, ki izkazuje dobrih 31 000 evrov proračunskega presežka in tudi letna poročila nekaj javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina. Na poročilo Rica Bela krajina je imela veliko pripomb le svetniška skupina SDS, a ga je ob glasovanju podprla. Ja, mi smo glasovali za to, da smo seznanjeni s poročilom, kar pa ne pomeni, da se dejansko strinjamo s poročilom, kar smo tudi navedli. Kot pravi direktor Petar Črnič, so v Ricu veliko delali na privabljanju tujih naložbenikov in opravili več kot 200 svetovanj podjetnikom, ki so, nekateri še bodo, zagotovili 265 novih delovnih mest v Beli krajini. Ta delovna mesta so v podjetjih, ki so pridobila sredstva iz naslova Pokopja. Katera so ta podjetja, pa se ni spomnil. Zdaj na pametni pa mislim, da Polikom, on je dobil kar precej, je kar nekaj novih delovnih mest odprl. Je pa Črnič povedal, da še ne ve, kje in kakšno bo letošnje jurjevanje. Jurjevanska draga zaradi infrastrukture predraga, nas stane infrastruktura brez vsakega programa 40 000 evrov, ki jih v tem trenutku ne vem, kje jih bomo dobili. Ampak jaz mislim, da letošnje jurjevanje še vedno bo v jurjevanski dragi. Pravi županja.